10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Bravo, odlično. Kako lepo. Tako so v Krškem prižgali lučke, ki bodo v predprazničnem času krasile mesto. Po 2 koronskih letih tokrat znova ob prisotnosti obiskovalcev. Pa malo druženje, ne? Ker paše. Pa kaj lepo vreme še, no? Ni mrzlo. Dobro. V redu. Ja, tako smo se zmenili. Odvisno, kak je, kakšni so ljudje, tako je pa bolj tudi vreme, ne? Ja, pri nas smo vredi, pridni. Ja, spet eno novo doživetje pa to, ne, za srečanje, da se malo spet vidimo, pa tako. Ja, skoraj malo, ja, da se spet malo, ta korona je skoraj nas malo zaustavila, ne. Zdaj pa dobro, da se takole malo združimo spet skupaj po dolgem času, ne. Moram reči, da me izredno veseli, da smo po 3 letih, res 3 letih, zopet zbrani tukaj na tem prostoru. In vidim, da vas je izjemno veliko. To je zelo dobro in pomeni, da ste tudi takšen dogodek zelo močno pričakovali. Ja, veliko obiska pomeni, da si ljudje želijo prireditev in tudi mi kot organizatorji smo zelo veseli, da imamo eno potrditev, da ljudje pridejo in da so zadovoljni. Za program je poskrbel pevski zbor osnovne šole Leskovec pri Krškem, sledila je otroška predstava in nastop polkaholikov. Prireditev je potekala v soorganizaciji Mestne občine Krško, Centra za podjetništvo in turizem Krško ter družbe Kostak. Prižig lučk pa v Zatonu prirejajo že od leta 2015. Venček je pa z nami že 5. leto. Postavijo ga vsako leto naši gradbinci. Gre za enostavne elemente, ki pa skupaj povezani tvorijo celoto, tako nekako kot vsak posameznik oblikuje našo lokalno skupnost. Kot vsako leto doslej so tudi letos okrasitvi dodali nekaj novosti. Letos so novost vilinska krila, ki so postavljena v mestnem parku pri Valvazorjevi knjižnici in imajo pravljični pridih, so pa povezana tudi s keltsko in slovansko mitologijo. Narejena so po idejni zasnovi arhitektke Vesne Lapuh-Vimpolšek iz Kostagib, tako kot venček, in v bistvu predstavljajo neko novost, ki se bo v prihodnjih letih nadgrajevala. Izdelana so bila v sodelovanju s šolskim centrom Krško in pa z družbo Kostak. S prižigom lučk so v Krškem naznanili prihod veselega decembra. Ja, težko smo pričakovali znova dogodke v živo, tako da začnemo danes. Potem imamo tudi osrednjo prireditev v soboto 17. decembra, kjer Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Mestno občino Krško pripravlja prireditev, kjer bo najprej program za otroke, povorka z pravljičnimi biti, potem pa v nadaljevanju koncert skupine Be Cool in Gadi, predtem bo še dobrodelni tek. 16. decembra v petek pa postavljamo tradicionalne jaslice, predtem pa bo koncert Mihajle Komočar-Gorše in Lucijana Cetina v soorganizaciji Javnega sklada za kulturne organizacije izpostave Krško. Decembra bo v starem mestnem jedru Krškega zaživelo tudi drsališče.